Lep pozdrav želim, moje ime je Tatjana Novak, prihajam iz podjetja Press Clipping. Sem Štajerka, ves čas na poti do Ljubljane in ostalih lokalnih čudovitih mest po Sloveniji. 1994, ne vem, če smo generacija, saj moja, takrat imeli pojem direktor. Imeli smo željo po razvoju, po razvijanju, po novostih, po izzivih, tako kot verjetno vsaka nova generacija. Predvsem me je gnalo, odkrila sem spremljanje medijev, informacije, nekje ozadje, ne tisto novinarsko delo, ampak tisto ozadje, kaj je vzrok novinarskega dela za spremljanje mene količine, baze podatkov. In ta količina baze podatkov me je pritegnili so me ljudje, ki so znali iz te količine podatkov izčrpati enormna znanja, predloge, strategije. In to upravljanje te količine podatkov in informacij me je pripeljalo potem do direktovanja, tako bomo rekli. Če primerjam desetletja, glede na to, da je zdaj že 31. leto mojega podjetništva in če vse to pogledam, se mi zdi, da v preteklosti, takrat, ko se spomnim v Sloveniji, ko smo imeli velika podjetja, Mura, ne vem, na Obali velika podjetja, v Ljubljani enormna podjetja, ki so jih potem več ali manj tuji lastniki kupili, se je spremenilo v odnosu tistih vodilnih takrat do zdajšnjih vodilnih. Takrat so vodilni bili bistveno bolj spoštljivi, bistveno bolj so imeli en protokol, razumevanje, poslušnost in željo po znanju, po novostih, ker mi smo bili novost v tistem času. Pri nas takrat smo tekmovali z tajnicami, ki berejo. Tako da iz tistega časa, zdaj, če pogledamo pa sporednico, potegnemo v dobi algoritmov, umetne inteligence, mogoče nam zmanjka časa za to spoštljivost danes. Najtežje se mi zdi, ampak potem tudi postane to del tebe, del življenja, ne? Ta multitasking. Ne? Od jutra do večera zmoreš vse vogale, še dodatne vogale, ne? In mogoče je vse dodana vrednost, ker si potem tudi kot ženska mogoče bolj socialno usmerjen v probleme posameznikov, ekipe, tima, mogoče dalj časa znaš poslušati. Zdaj, ko gledam, kjer imamo kolektive, kjer so večinoma ženske, kjer imamo mešane kolektive, ni neke teže, da bi zdaj rekli, ne? Edino obveznosti v življenju, ti cikli življenjski, 10 let, odkar dobiš otroka, se posvečaš otroku, v osnovni šoli, zanemariš neke svoje prioritete, ne? Vse naša generacija je tako delala, ne? Glede na to, da je tehnologija spremenila čisto vse delovne procese, bi verjetno nas že morali v preteklosti 16-krat reorganizirati. In da smo kot ekipa sodelavcev, ali je to v Sloveniji, ali je to na Hrvaškem, ker imamo podjetja še v regiji, znali vedno najti pot pod spremembi. In to se mi zdi največji uspeh, ko spremembe prihajajo in ti moraš se te spremembi znati obrniti, prilagoditi in iskati priložnosti. In kakorkoli, vsakih 5 let, vsake 3 leta, 2 leti, 1 leto, 10 let, pridejo trenutki, ko si na tleh. Kot podjetnik imaš izziv zaradi financiranja, investicij, ljudi, ves čas je ta ciklus. Tako da najtežje je res tisto, ko si pride do spremembe in zdaj smo spet v enem tem ciklusu, ne? Ko zmoreš pa rečeš, glej, kot ekipa smo se premaknili naprej, ne? Prilagodili smo se tistim, ki so danes podjetniki 3 leta, pa mislijo, da je to že nekje 300 let ali pa 30 let, ne? Dejansko je največji uspeh vsaj zame, da res se znamo o tem spremembam opreti. Jaz imam še vedno to strast do dela, ne? Obožujem to, kar delam in se mi zdi, ko nekdo reče, bi šli po isti poti, bi šla, ker me to še vedno veseli, me drajva, me motivira. Ves čas sedimo sleherni dan za dnem in te nove priložnosti, informacije, izzivi, kjer imaš pozitivne zgodbe, kjer imaš zelo negativne zgodbe, kjer najdeš rešitev, da kupec, tvoj uporabnik je zadovoljen s tabo. Jaz mislim, da je to tisti pot, ko te najbolj veseli, za mene. Najbolj sem ponosna na to, da imamo v vsem tem tempu podjetništva ob sebi ves čas družino, da imamo ob sebi prijatelje, da imamo ob sebi sodelavce in da enostavno se
sam sebi nekako rečeš, uspelo ti je kljub boleznim, kljub vsakim vsakdanjim izzivom.